Po pregledu kulturnega dogajanja nas današnji dan se bomo sedaj vsi skupaj uživeli še v dogajanje na dobrodelnem koncertu na koprski Bonifiki prihodnji petek ob 19:30. Regionalni RTV center je na pobudo Gaje in Alana Aste s Planeta 47 povezal številne posameznike in ustanove, zato da vnovič opozorimo na potrebe otrok z Downovim sindromom. Samo tako lahko vsi skupaj ustvarjamo večjo vključenost in tudi povezanost. Številne aktivnosti so že v teku, tako si lahko že danes v gledališču Koper ogledate razstavo umetniških del, ki so nastale na ustvarjalni likovni delavnici Art Down Up. No, v imenu organizatorjev je to jutro z nami Alan Asta, pridružil pa se nam je tudi Marko Strle z Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Dobro jutro najprej obema. Dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli. Alan, kako se kaj okolje odziva na te vaše pobude in namige, ki nekako že vabijo na koncertno dogajanje? Ja, ljudje so izjemno veseli, zaradi tega, ker vedno naredimo nepozaben dogodek, vsi radi pridejo, vsi se radi udeležijo. Letošnji koncert je pa še posebno zanimiv, ker pri njem sodeluje okoli 30 oseb, mladincev in mladink z Downovim sindromom. Aktivno sodelujejo pri koncertu in nastopajo pri večini točk. In tudi so voditeljica Andreja, čudovito dekle, ima sindrom in je kot profesionalna voditeljica pri tem dogodku zraven. Tako da res komaj čakamo na tole. Tudi vi ste se priključili projektu, ki ste izjemno dovzetni za potrebe različnih otrok in tudi njihovih staršev. Kako poteka ta komunikacija med vami že ves čas in kako ste se povezali tokrat? Moram reči, da naše sodelovanje teče zdaj že tako dobri 2 leti. Gre za poseben primer sinergetskega delovanja, ker se zelo dobro ujamemo, razumemo in všeč mi, da se v naših komunikacijah lahko zelo jasno domenimo, kakšni so načrti, želje, kje si lahko pomagamo in potem soustvarjamo stvari. In tudi dogodek je nastal pred koncertom kot spremljevalni dogodek in smo ga poimenovali Likovna ustvarjalnica, je združila toliko različnih ljudi, ki pa smo imeli en zelo jasen, konkreten cilj. Pripraviti eno novo priložnost, ker lahko tudi otroci s posebnimi potrebami, ampak se moram takoj popraviti, da so bili tudi mladostniki in odrasli s posebnimi potrebami, predstavijo na drugačen način, na čim bolj ustvarjalen način. Danes boste dan tako rekoč preživeli skoraj do konca skupaj. V gledališču Koper se bomo vnovič srečali popoldne in tam bomo videli rezultate te delavnice. Videli bomo tudi na naših posnetkih, da ste se imeli lepo. Kaj vse se je rodilo iz te delavnice? Ja, prvič, ustvarjanje samo je nek čudovit proces, v katerem smo vsi enaki. Otroci, mladostniki, ljudje, ustvarjalci, umetnost nas poenoti. In nastala so čudovita dela, likovna, keramična in res nepozaben dogodek. Torej zmenek ob 17. v gledališču Koper. Alan in Gaja Asta, vidva sta že veliko naredila na Planetu 47 za otroke z Downovim sindromom, to je v Kaštaboni. Tudi tja bomo se preselili v nadaljevanju sliko. Kako lahko še pomagamo in koliko bomo pomagali s tem koncertom, ki se nam obeta prihodnji petek, zato da bi otroke čim bolj vključili v naš vsakdan? Predvsem dvorana Bonifike je velika in dobrodošli, da pridete, nas spremljate. Vstopnice smo dali brezplačne, ker želimo biti demokratični, želimo odprt prostor, želimo biti vključevalni, da lahko se udeležijo koncerta vsi in prispevajo po svojih najboljših močeh. Želimo, da nas publika oceni in prispevajo pač kolikor se jim zdi, da je naše delo vredno. Drugače pa koncert je nastal kot skupek nekega 9-mesečnega intenzivnega dela za programom Leonardo da Vinci Special, za katerega tudi zbiramo sredstva, ker naši programi niso financirani nikjer druge kot zgolj iz donacij. In zaradi tega tudi delamo, da pokažemo, kaj smo ustvarili in hkrati, da dobimo sredstva za nadaljevanje dela.
Kaj boste počeli še v prihodnje? Kako si želite nadgraditi te programe? Ja, delamo na področju umetnosti. Umetnosti zakaj? Umetnost sama po sebi je terapija, umetnost združuje, povezuje in v umetnosti se mladinci z Downovim sindromom zelo dobro izražajo, ker so čustveno močni, čustveno čutijo močno, ne? In zaradi tega so res tako dobro sodelujo in izražajo lahko, ne? Kaj lahko vsi mi skupaj še naredimo za večjo vključenost, povezanost, beseda, ki jo zelo pogosto slišimo in uporabljamo, morda pa se v resnici ne zavedamo njenega pomena, poleg tega, kar je Alen že povedal, da podpremo koncert in vse te ljudi, ki zanj delajo že 9 mesecev, kot smo slišali. Ja, na področju specialne pedagogike je veliko takih terminov, ki se uporabljajo. Zelo hitro se jih zapiše na papir, potem je pa vprašanje, kako živijo v dejanskem življenju. Ustvarjanje inkluzivnega okolja, zgodnja obravnava, skrb za vseživljenjsko učenje, tudi dober premislek, kaj se zgodi z mladostniki, ko zaključijo šolo in gredo na trg dela. To so odprta vprašanja, ki ostajajo en zelo pomemben izziv na našem delovnem področju. Najlepša hvala obema za tole jutranje druženje, vse dobro in gotovo bomo tudi v prihodnjem tednu še poglobili razpravo o tem. Hvala. Hvala lepa.